zadnji referat Zdenka Radovića, ki pa bo malce druga tema, kot je tukaj napisano, pa mislim, da nekaj referent sam povej. Najprej naslov. Ta naš referat je Hrvaška v Jugoslaviji 45 do 21. leta, ker se mi zdelo, da to dosti boljše odgovarja vaše temu naslovu tega simpozija, kot pa tisto, kar sem predlagal, da bi govoril o zgodovinopisu in politiki na primeru Inštituta za zgodovino delavskega gibanja v Zagrebu. Tako da seveda največ govoril o Hrvaški socialistični federativni republiki. Naj na začetku spomnem na dejstvo, da je Hrvaška bila del Jugoslavije 73 let, komunistične Jugoslavije pa 45 let. In pred tem bi postavil dva vprašanja in bi poskusil na njih odgovoriti. Prvo, zakaj je Hrvaška, kako ostale republike, zapustila Jugoslavijo? In drugič, zakaj je zapustila komunistični sistem? Zdi se mi, da veliko lažje odgovoriti na drugo vprašanje, torej zakaj je zapustila komunistični sistem, ker je povsem očitno, da je vojna od 1991. do 1995. Ni bila vojna za ohranitev komunističnega sistema. Namreč komunizem v Jugoslaviji, enako kot v drugih evropskih socialističnih državah, se je razpadel brez odpora stranke, ki ga je uvedla, se pravi Zveze komunistov, ki se desetletja borila z vsemi sredstvi proti tistim, ki so ta sistem ogrožali ali pa naj bi ga ogrožali. Še več, reformirane republiške komunistične stranke, ki so postopoma postale zagovornice predvsem ožjih nacionalnih in republiških interesov, so še same sodelovale v postavitvi komunizma, čeravno niso bile na čelu tega procesa, ampak so se prilagajale na nastajajoči opoziciji. Pokazalo se je, da je ekonomski uspeh in politične svobode zahodnega sveta s kapitalističnim in večstrankarskim sistemom bil zgled za vse, pa tudi za bivše komuniste. Odgovor na prvo vprašanje, zakaj se je razpadla Jugoslavija, zahteva daljšo razlago. Najpreprostejši odgovor bi bil, Jugoslavija ni mogla ustvariti enotnost, mnoga prizadevanja pa, da njeni zagovorniki določijo vse nekaj nedvomnih skupnih osnov in bi sprejeli vsi narodi, seveda tudi na račun svojih osebnih interesov, očitno niso dali rezultatov. Še manj uspeha pa je imela ideja, da se v Jugoslaviji oblikuje enotni jugoslovanski narod, seveda za časa kraljevine Jugoslavije. Tudi so takšne ideje, porajale se tudi po drugi svetovni vojni. Podobno kot leta 1941, ko so vpadala po veliki notranji krizi mrzlična preureditev države in svetovna vojna, tudi v 90. letih 20. stoletja narodi in republike niso več iskali skupne rešitve v Jugoslaviji, ampak je pravzaprav vsak iskal svojo specifično pot. Izkazalo se je, da so narodi, organizirani v svojih republikah, jugoslovansko skupnost doživljali predvsem kot inštrument za izpolnitev svojih posebnih nacionalnih interesov, ne pa tudi kot nekakšen končni cilj. Vse razlage, zakaj so nacionalne razlike in konflikti, zakaj se niso mogli razrešiti znotraj Jugoslavije, bodo morali upoštevati nekaj pomembnih dejstev. Prvič, da so vsi narodi izražali močne narodnostne identitete, kot naprimer Hrvati, Slovenci in Srbi. No, pri Hrvatih in Slovencih se je to posebej izkazalo v njihovem vztrajanju na čim večji neodvisnosti znotraj skupne države. Drugič, da je na konstanto v srbski politiki, da najcentralne institucije skupne države imajo čim večjo vlogo, predvsem vplivalo dejstvo ne samo to, da je srbski narod bil najbolj številen, ampak tudi to, da so Srbi v velikem številu živeli tudi v drugih republikah. Kraljevini Jugoslaviji so imeli izrazitejši vpliv v državni politiki v odnosu na ostale pripadnike narodov, ker je jugoslovanska država leta 18. prevzela inštitucije srpske kraljevine.
novejši zgodovini, se pravi od leta 1945, z zmago partizanskega gibanja, katere so Srbi, zlasti tisti iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine, imeli precej večji delež od tistega, ki so ga imeli v strukturi prebivalstva teh dveh republik, je ta moč okrepljena posebej na nižjih in srednjih državnih in partijskih strukturah. Tretjič, da od leta 1918 vse do leta 90. narodni posamezniki niso mogli svobodno izraziti svoje mnenje, a želijo Jugoslavije ali ne. In četrtič, geopolitični interesi, posebej pa interesi velesil, niso bili spodbudni za svobodno odločanje o usodi Jugoslavije, ki so bili zainteresirani, da Jugoslavija obstane. Prva povojna ustava iz leta 1946 je določala, da je Jugoslavija federacija, to da v praksi je bila po mnenju mnogih v svojem prvem obdobju centralistična država. Pravica do samoopredelitve, vključno z pravico do odcepitve, so bile pravzaprav prazne fraze. Vsako delovanje na odcepitvi je bilo naprej obsojeno. Partijsko načelo demokratičnega centralizma je negiralo državno načelo federalizma, tako da proklamirani federativni sistem v prvih letih ni zaživel, vloga republik pa je zožena na izvršne organe centralne oblasti, se pravi vodstva komunistične partije Jugoslavije. Čeprav se je komunistično vodstvo balo vseh vrst nacionalizmov, posebej pa hrvaškega separatizma in srpske realizacije, in se je zavzemalo za enakomerno nacionalno strukturo državnih in partijskih organov, so Srbi, zlasti na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini, imeli praviloma višji delež v lokalnih organih, pa tudi ponekod republiških, tudi na zvezdnem nivoju. Toda treba posebej poudariti, da je bila nacionalna struktura najvišjih državnih in partijskih organov skoraj popolnoma uravnotežena. Da pa tako ni bilo v lokalnih in republiških inštitucijah, treba vzrok iskati, kako sem že omenil, razen v udeležbi, veliki udeležbi hrvaških in bosansko-hercegovskih Srbov na strani partizanov in tudi v bolj pozitivnem odnosu Srbov do skupne države, kot so ga imeli, na primer, Hrvati. Dokaz za to so, na primer, podatki o precej nižjem deležu Hrvatov v komunistični partiji v odnosu na Srbe. In dejstvo, da so Hrvati do leta 1981 imeli neprimerljivo največje število političnih zapornikov in tudi najmočnejšo politično emigracijo. Še nekaj. Hrvaški nacionalizem je vedno stremel k večji avtonomiji ali pa v radikalni varianti razbitvi Jugoslavije, medtem ko se srpski nacionalizem pogosto skrival za jugoslovansko idejo. Se pravi, kakor vsi drugi nacionalizmi, seveda razen jugoslovanskega, je tudi srpski nacionalizem bil nasprotju z jugoslovansko idejo, ne pa tudi z jugoslovansko državo, ki so jo pač razumeli kot razširjeno Srbijo. V tem smislu je tudi zanimiva razlika med reformisti znotraj Zveze komunistov, katere je Josip Broz Tito odstavil v začetku 7. desetletja, se pravi 71. in 72. Namreč, medtem ko so na Hrvaškem poudarjali ti reformisti veliki pomen nacionalnega vprašanja in večje vloge republik, so v Srbiji izpostavljali važnost demokratizacije jugoslovanske družbe, pa tudi večjo samostojnost republik. Hrvaška je bila republika, kjer so prišle do izraza najmočnejše anticentralistične tendence. Te so bile močne tudi v Sloveniji, centralizem pa je imel večjo podporo v Srbiji in v Srbiji. Ob koncu 60. in začetku 70. let 20. stoletja je ustavne spremembe pravzaprav izvedel Josip Broz Tito in to s pomočjo starejših komunističnih kadrov, predvsem pa s pomočjo Edvarda Kardelja. V strahu za enotnost Jugoslavije, tudi za globo Zveze komunistov in za svoj osebni položaj, je Tito takrat izvedel politično-policijski udar. Represija je bila največja na Hrvaškem, za razliko od drugih republik, kjer ni bilo toliko masovnih odstopov, izključitev iz Zveze komunistov in sodnih pregonov, ki so končali z zapornimi kaznimi za mnoge hrvaške intelektualce. Tito je prekinil proces demokratizacije, to da ta njegov politični obrat v letih 71-72 pa ni pomenil, da je zavrgel federalizem. Ravno nasprotno,
Nova ustava iz leta 1974 je institucionalizirala radikalno decentralizacijo države z uvedbo načela paritete, konsenzusa in veta republiških predstavnikov v zvezdnih organih, kolektivnega vodstva, rotacije na vseh ravneh, je pravzaprav Jugoslavija federalne države postala država z konfederativnimi elementi. Po smrti Josipa Broza Tita so v Srbiji ponudili, čeprav ne vedno odkrito, dva izhoda iz državne krize. Okrepitev zvezdne oblasti in obnove enotne Srbije brez pokrajin, ali pa kot odgovor na zahteve iz severo-zahodnih republik, izločitev iz Srbije iz skupne države skupaj z vsemi območji, kjer živijo Srbi. Namreč konfederalno ureditev, katero sta predlagali Hrvaška in Slovenija, je Srbija zavrnila, češ da Srbi na Hrvaškem in Bosni in Hercegovini ne želijo živeti izven jugoslavijske oziroma srpske države. Če se pa hoče te republike osamosvojiti, je to pač možno samo, če se spremenijo notranje meje, seveda za korist Srbije. V tem naraščajočem sporu je izginila delitev na komuniste in nekomuniste. In se je v Zvezi komunistov Jugoslavije jasno prikazala delitev po nacionalni pripadnosti. Množična usmeritev k nacionalnim komunističnim strankam je bila motivirana s podobnimi razlogi, kot tudi ustanavljanje novih strank. Na Hrvaškem, predvsem v želji za večjo neodvisnost ali pa popolno samostojnost, podobno po Sloveniji, Srbiji pa za večjo centralizacijo ali pa za ostanek vseh Srbov v skupni državi, kako sem rekel, ne glede na nekdanje republiške meje. Lahko bi rekli, da so enaki razlogi, zaradi katerih je bila ustanovljena Jugoslavija, bili tudi vzrok njenega razpada. Namreč, po prvi svetovni vojni so se majhni južnoslovanski narodi na podlagi podobnih kulturnih in jezikovnih značilnosti zbrali v obrambi pred imperialističnimi težnjami svojih sosedov z namenom, da bi rešili svoja nacionalna vprašanja. Po 70 letih skupnega življenja pa so tisti narodi bili prepričani, da bodo svoje hrepenenja dosegli le, če se osamosvojijo. Jugoslavijo so ustanovili popolnoma oblikovani narodi, ne pa jugoslovanski narod, ki bi bil nekakšen izvirni zagovornik Jugoslavije. Prizadevanje vsake oblasti, da za svojimi intervencijami čim bolj različne narode med sabo kulturno in jezikovno poenoti, je istočasno spodbujal njihov močan odpor. Tako se pravzaprav stvarja začaran krog, v katerem so oni, ki so poskušali z unitarizacijo in centralizacijo okrepiti državo, istočasno vplivali na njeno slavitev. Tudi komunisti niso našli boljšo pot. Izkoristili so vojno, da bi uporabili nacionalne vprašanje kot najmočnejši instrument revolucije. Znašli so se v nenehnem protislovju med željo, da izkoristijo nacionalno vprašanje v cilju zmage revolucije in učvrstitve nove države in v strahu, da bodo z spodbujanjem preširokih nacionalnih pravic pravzaprav krepili antijugoslovanstvo in kontrarevolucijo, ki je več čas po 45 letu imela skoraj izključno nacionalno osnovo. Se pravi, v hrvaškem primeru je to pomenilo, da skoraj vsi nasprotniki Zveze komunistov so bili tudi proti Jugoslaviji za samostojno Hrvaško. Pokazalo se bo, da je pomanjkanje skupne identitete ali vsaj skupnih vrednot ena od glavnih vzrokov razpada Jugoslavije. Torej, bistveni jugoslavski problem ni bil po mnenju mnogih v gospodarskem izkoriščanju ene ali več republik od strani drugih republik, ne glede na to, so ti argumenti upravičeni ali ne. Bistveni problem je bil v tem, da so težnje narodov, predvsem pa Hrvatov in Slovencev, ki so v okviru svojih, ki so se zavzemali znotraj svoje republike za čim večjo avtonomijo, nekateri pa tudi za neodvisnost, bili te težnje so bile močnejše od vseh integrativnih prizadevanj. Se pravi, odločilna je bila njihova želja, da ohranijo svojo popolno identiteto in da zgradijo svojo samostojno državo.